Prometni nadzor se spremeni v trmasto soočenje, ko se ena ženska iz Floride preprosto ni mogla ločiti od svojega avtomobila. Ali pa greste v zapor, republikanka. Če ste mislili, da so stvari zdaj že na vrhuncu, počakajte, da jo poskušajo nadeti lisice. Ne bodi taka! Ne drzni si na ugrizlit. Ne bodi taka! Brska po svojih stvareh! Ne bodi taka! To je Inside the Crime, ki ga predstavlja Law and Crime, Sam Elizabeth Milner. Stvar pri tem primeru je, da ta ženska sploh ni bila voznica, ko so policisti ustavili avto. Svoj avto ima tako rada, da jo je že sama misel, da bi ga odvlekli, popolnoma iztirila. Pokliči svojo mamo, naj te pride iskat, ali pa te bom dala v zadnji del avtomobila. Vzemite avto! Zakaj za vraga vzameš avto pri vsaki prekleti stvari? Pojdimo malo nazaj in začnimo čisto od začetka. Je 14. september leta 2025, smo v Fort Myersu na Floridi. Tik pred 18:30 tistega večera so namestniki šerifa okrožja Lee ustavili črnega Mustanga, ker je vozil precej nad omejitvijo hitrosti. Avto naj bi vozil s hitrostjo 109 milj na uro v območju, kjer je omejitev 50 milj na uro. Po navedbah v izjavi o verjetnem vzroku je namestnik opazil, da se je Mustang premaknil na zunanji pas, ko se je približeval cesti Bass Road. Namestnik je opazil, da je bil semafor rdeč, vendar je Mustang nadaljeval vožnjo in zavil desno na napačno stran ceste. Mustang je nadaljeval vožnjo proti jugu po cesti Bass Road, ko ga je skoraj zadel drug avto, ki je zapuščal naselje. Mustang je nadaljeval vožnjo v napačno smer, zato je namestnik vklopil rdeče in modre luči ter zvočne sirene, da bi voznika ustavil. Poglejmo si, kaj se zgodi, ko se namestniki soočijo z voznikom iz oči v oči. To je bilo več kot neumno, človek. Oprosti. Zavedaš se, da si se skoraj zaletel v drugo vozilo. Kje imaš vozniško dovoljenje? In ti si tam noter? Ja. Kje je to? Tam noter. Namestniki okrožja Lee so voznika identificirali kot Alejandro Rosate. Ko pa so zahtevali osebni dokument njegove sopotnice, ga ni hotela pokazati. Je to vaš osebni dokument, gospa? Potrebujete moj osebni dokument? Ja. Nisem vozila. Sodelovala si. Prosim. Potrebujete mojo osebno izkaznico, ker nisem vozila. Osebno izkaznico, prosim. Gremo po mojo osebno izkaznico. Ampak ne razumem, kaj pomeni ta droga. Zakaj potrebuješ mojo osebno izkaznico? Poslušaj, ne poskušam, nočem mu ničesar pokazati. Nočem samo vreči neke ideje v zrak. Pomiri se, razložil ti bom, prav? Ne razumeš. Poskušam ti razložiti. V redu. Ustavili se bomo. Bom. Če nehaš govoriti, bi z veseljem. Kar povej, razloži. V redu. Si v vozilu, ki ga ustavljajo. V redu. Torej, zahtevamo vaš vozniško dovoljenje, ker nam je to dovoljeno. Seveda. V redu. Torej, dajte mojemu partnerju. Samo izročam svoj osebni dokument. Nočem imeti težav zaradi nečesa, pri čemer nisem sodelovala. Potem mi dajte vaše vozniško dovoljenje. No, Ne sodelujem pri tem. ne bom vas prosil, ne sodelujem. Še enkrat vas bom vprašal, potem vas bom vzel iz avta in vas vklenil v lisice. Ampak me boste vklenili v lisice, ker nisem sodelovala. Ker ne sodelujete. Ampak nisem bila odreku, če bi jaz vozila. Dal ti bom še zadnjo priložnost. Izvolite. Hvala. Nisem sodelovala pri tem. Po sodnih dokumentih so policisti šerifovega urada prepoznali Alejandrovo sopotnico kot Kayla Molina. V svojem poročilu so zapisali, da so iz njunega diha zaznali vonj po alkoholu. Oprosti mi. Moja mama ima odlično službo. O njej boš morala govoriti. Je dosledna. Torej, sem namestnik Van Sel. Sem iz prometne enote šerifovega urada okrožja Lee. Razlog, da sem vas ustavil, je bil, ker ste vozili 109 na omejitvi 50 milj na uro. V redu, nato ste šli v napačno smer in skoraj trčili v drugo vozilo. V redu. Zakaj smo mi... Zakaj? Oprosti, hotel sem biti, ne vem. Oprosti. Sejmo. Sledimna žica? Ste nocoj pili kakšne alkoholne pijače? Malo. Malo. Edo. V redu, ne opravi svojo preiskavo. Vem. Vem, da nima nobenih težav z ničemer. Jaz res nočem imeti težav z ničemer. Svoj avto bom odpeljala nazaj. Vem, da je že naredil, kar je naredil, ampak vseeno. To je zadnja stvar, ki mislim, da bom... Si pripravljena? Ja?
Samo prosim. In potem upravljaš svoje delo. Prosim, samo pomagaj mi s tem. Jaz to počnem. S čim naj ti pomagam? Ne vem. Ne vem, pri čem ti naj pomagam, ker tega še nismo naredili. Točno tako. Počakajva, naj opravi svojo preiskavo, potem bova videli, kaj in kako. Prav? Ampak trenutno mu bomo pustili, da opravi svojo preiskavo. Policisti ne želijo, da bi Kayla kamorkoli šla, zato začne paničariti zaradi tega, kaj bi se lahko zgodilo z njenim avtom. Vem, da je nekaj naredil. Res neumno. Ker medtem, ko je to počel, sem bila tako, kaj za vraga delaš v mojem avtu. Nočem, da bi imel težave. Vzemi to, karkoli že je. Res nočem, da ga aretirajo. Delam od ponedeljka do petka. Nimam časa za kaj takega. Res nočem biti aretirana zaradi tega. Prosim vas, res vas prosim. Vej. Prosiš napačno osebo in z njimi zdaj ne boš govorila. Torej se to ne bo zgodilo. Oni bodo opravili svojo preiskavo, šerifov pomočnik bo naredil, kar mora narediti. Prav? Res si ne želim, da bi se zdaj kaj zgodilo. Ne vem, če imaš kaj besede pri tem. To je neumno. Ampak res si želim, nekako si želim, da bi dobil samo opozorilo. Jaz, ker iščem svoj avto doma, ne bom imela nobenega. Lahko ti zagotovim, da tega avta ne boš odpeljal od tukaj. Pokličem svojo mamo, raztrgala se bo od skrbi. Ne vem, kaj se dogaja z njihovo preiskavo, ampak ti lahko 100% zagotovim, da ga ne boš vozil. Prav? Ker to vidim. Ampak kot sem rekla, oni vodijo svojo preiskavo. Preživljava čas skupaj, to je moja naloga s tabo. Moj avto, zdaj. Samo preživljava čas tukaj. Vem, da opravljate svoje delo. Ne bi vam smela govoriti tega, kar vam zdaj govorim. Moj avto je trenutno pri mojem očetu. To je urejeno. Zato res nočem nobenih težav z mojim avtom. Svojim avtom vozim že 4 leta, 1 leto sem ga odplačevala. Res si trenutno ne želim nobenih težav z mojim avtom. Ker je imela moja mama ravno težave z avtom in nisem mogla na cesto z avtom, res si ne želim nobenih težav z avtom. Res prosim zdajle, imam že 20 svojih težav. To je zadnja stvar, ki jo je moj oče dobil, preden je umrl. Res nočem, da se mojemu avtu kaj zgodi. Redu. To je edina stvar, za katero prosim. Zato vas prepričujem, da odpeljete moj avto. Spet. Ta preiskava se je šele začela. Ne vem, kaj se tukaj dogaja. Ne morem vam ničesar obljubiti. Ne morem vam ničesar obljubiti glede avtomobila. To je zadnja stvar, ki mi jo je oče kupil, preden si je vzel življenje. Tega ne zmorem. V redu. Pravi policaj je, prosim te. Zakaj sploh moram pisati? Prosim te. Sej te vseeno prosim. Sploh ne potrebujem svojega avta, to je zadnja stvar. Prosim te. To je zadnja stvar, ki sem jo dal svojemu očetu, preden je umrl pred 4 leti. Zato nisem hotela, da bi ga Ed odložil. Nisem hotela obrniti svojega avta. Bo kdo res tako odvrgal? Ko je enkrat imel avto, je bil zafrknjen. Res ne vem, ali mi bojo vzeli avto. Utrujena sem od razlaganja, gospa. Tolikokrat sem vam že povedala. Ne vemo, kaj se dogaja in ne bomo vedeli, dokler ne zaključi preiskave. Zato se ne razburjajmo in ne skrbimo zaradi nečesa. Sploh ne vemo, kaj se bo zgodilo. Vem, da vi delate, vedno greste predaleč. Jaz pa res nočem, da gre tako daleč. Ne gremo vedno predaleč. Sledimo predpisom. Črka zakona. Mi, fante, sledimo vašim zakonom. Popolnoma razumem. Ne, to so tudi vaši zakoni. To so zakoni Zvezne države Florida. Vi živite na Floridi, jaz živim na Floridi. To so zakoni Zvezne države Florida. Prav. Mi to samo uveljavljamo. Mi ne vozimo prekletih avtomobilov. Ti pojd s tem. Ne poškoduj svojega avta. Pravkar mi govoriš, koliko. Ne vem, kaj se je zgodilo z njim. Zdi se mi, da se segreva. Ne udari svojega avta. Nočem, da se to zgodi mojemu prstu. Nimam nikogar, ki bi moj avto spravil iz kakršnekoli situacije z vleko, v katero ga boste vi spravili. Gospa. Nimam nobenega denarja. Vem, da mi to govorite. Gospa, povejte mi kaj drugega.
Še ne vemo, kaj se dogaja, gospod. Tudi jaz še ne vem, kaj se dogaja, zato sem pod stresom, ker ne vem, kaj za vraga se bodo odločili narediti. Kako mi vi poveste, kaj se boste odločili narediti? Nočem čakati 10 minut. 20 minut, da mi poveste, kaj boste naredili. Kaj vam moram povedati, da naredite z mojim avtom? Nehaj, idiot. Povej mi. Ne umiraj se. Jaz sem miren. Bil sem miren. Obljubim ti, da ti nisi. Bila sem popolnoma mirna. Ne vem, kaj boste počeli v mojem avtu in sem popolnoma pod stresom. Povej mi, nehaj. Če se noš pomiril, te bomo posedili v enega od naših policijskih avtomobilov. Ni mi treba najti nog. Potem se moraš sprostiti. Rabim, da mi poveste, kaj za vraga se bo zgodilo z mojim avtom. To je vse, kar potrebujem. Dal bom vse od sebe. Ne trudim se biti prasica, samo želim, da ti... Vzemi si trenutek, sprosti se. Prav, ker če se boš tako obnašal, situacije ne boš rešil. Potrebujem, da se sprostiš. Vse ti bom povedal, ko bom prišel do te točke, ampak trenutno ne bomo ti povedali, kaj se dogaja, dokler ne ugotovim, kaj se dogaja, prav? Zato potrebujem, da se sprostiš. Ker če se ne sprostiš, se ne moramo osredotočiti na te in na tebe. Razumem. Samo želim to narediti, ker želim iti zvečer domov. Tudi jaz. Misliš, da če želim biti tukaj zdaj, ko moram delati in vstati ob 5:30 zjutraj, ne želim tega početi? Potrebujem, da dihaš. Sprosti se. V redu, drugače te bomo posedali v avto. V redu? Prav. V redu, ostani miren, zbran in sproščen zame. Medtem ko Kayla paničari zaradi svojega avtomobila, drugi policist izvaja terenski preizkus treznosti z Alejandrom. Ker je Alejandrov prvi jezik španščina, je na telefonu še ena policistka, prevaja med angleščino in španščino. V redu, vprašal sem ga, ali je pripravljen opraviti test treznosti na terenu, da bi razblinil moje dvome. Vozi pod vplivom alkohola. Lejsina. Slediš gibanju mojega svinčnika z očmi, ko ga premikam iz ene strani na drugo. Samo z očmi. Glave ne premikaj, držijo pri miru, prav? Sledi zeleni lučki, samo z očmi. Glave ne boš premikal. Želim, da slediš zeleni lučki, samo z očmi. Vedu. Da. Razume. Si pripravljen začeti? Kar začni. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. V redu, lahko se sprostite, lahko odprete oči. Vi ste vaša glava. Zdaj ste aretirani zaradi vožnje pod vplivom. Vse to razumete? Ko je Alejandro aretiran, Kayla izgubi živce. On bo 30 dni v zaporu. Ne more. Zakaj je moral voziti več kot 100? To ni 30 dni zapora. V redu. To ni 30 dni zapora. To je po vaših besedah. Vse živo, stara sem, 30 let, samo šla bom v zapor. Ne moreš reči, da 30. Dni v zaporu, ne moreš pa 30. Ne vem, odkot ti ta informacija o 30 dneh v zaporu, ampak jaz jih nisem imela. Ne moreš držati 30 dni v zaporu. Prosim. To je zato, ker želiš voziti avto. Povedala bom po pravici, če vozim avto. Ampak nisem nameravala narediti polovice stvari, ki jih je on nameraval narediti na cesti. Nisem. Tega še nikoli nisem naredila na cesti. Nisem pila. S tem avtom nisem nikoli vozila noro. Ali živi pri tebi? Ne živi. Tako ima svoj avto. Vseeno, nocoj, danes smo se odločili, da pridemo. Pripeljala sem se s svojim avtom, on se je odločil, da se odpelje nazaj. Rekla sem mu, naj tega ne stori. Nihče me ne posluša, ker nikogar ne briga, da je to moj avto. Nikogar ne briga, da je to moj avto. Da, on je aretiran. 327, centrala. 327. Ne zadeni avta. Udrla boš ta avto, ki ga imaš tako rada. Torej, Kayla trenutno ni aretirana. Dokler lahko nekdo varno prevzame njen avto, lahko gre, ampak se ne želi ločiti od svojega ljubljenega avta.
Imaš mobilni telefon, da pokličeš za prevoz? Ali lahko moja mama pride sem in odpelje moj avto? Ne. Vi ne morete vzeti mojega avta. Ne morete vzeti mojega avta. Poslušajte. Vi lahko vzamete moj avto. Vi ste nič. Ko gre za vožnjo pod vplivom, boste vzeli moj avto. Ne vzemite mojega prekletega avta. Kje je tvoj telefon? Ne vzemite mojega prekletega avta. Prosim vas, naj moja mama pride sem in prevzame moj avto. Kje je tvoj telefon? Nima zelenega avta. Ne vzemite mojega avta. Vi ne boste vzeli mojega avta. Ne vzemite ga. Moraš se umiriti, vzela bom svoj avto, prosim. Vzemi moj avto. Moraš se sprostiti. Prosim, ne vzemi mojega avta. Ne moreš vzeti mojega avta. Ne moreš vzeti mojega avta. Naj moja mama vzame moj avto. Prosim, ne odpeljite mojega avta. Kje je tvoj telefon? Nisem nekje, kada ne vzamem svojega avta. Nisi rabila vzeti moje kartice. Ne jemni moje. Vi ne boste vzeli mojega avta. Prosim, ne vzemite mojega avta. Moraš se sprostiti. Prosim, ne vzemite mojega avta. Ne morete vzeti mojega avta. Ne morete vzeti mojega prekletega avta. Pripeljite mojo mamo k meni. No dej, prosim, ne odpeljite mojega avta. Kje je tvoj telefon? Ne vzemite mojega avta. Prosim, moj oče ni tukaj, da bi prevzel moj avto, ampak je pokvarjen. Avto je za njegovo ime. Prosim, ne vzemite mojega avta. Prosim, ne vzemite mojega avta. Znorela bom. Ne, vzemi mojega prsta. Poklicala bom očeta. Moja mama bo prevzela moj avto. Prosim, ne vzemi mojega avta. Prosim, ne vzemi mojega avta. Prosim, ne vzemi moje ključne majice, ki si jo imel. Je v mojem avtu. Ja, ker nisem hotela, da bi šla v avto in odpeljala. Vzeti moj avto, samo to prosim. Dovolite mi, da imam. Tabor. Ne morem, draga, ker je moj glas kot... ali delaš preveč? Jutri ga lahko prevzameš iz depoja za odpeljana vozila. Kaj? Jutri ga lahko prevzameš v depoju za odpeljana vozila. Ne, ona ga lahko prevzame, a ga ne more prevzeti. Ali pride sem? Ne. Zakaj ga ne more prevzeti? Jaz ga ne morem prevzeti. Ne bom mogel prevzeti svojega avta. V redu, tvoj oče je jezen. Avto je na njegovo ime. Nimam denarja, da bi ga prevzela. Tvoja mama. Tvoja mama. Nimam denarja. Prihajam od njega. Jaz sem naslednji otrok. Jaz sem edina, ki ima pooblastilo za ta prekleti avto. On me bo zajebal. Ne, lahko odneseš madliški listja dol. Vi me boste zajebali, dobila bi denar nazaj. Ne morem govoriti s tabo na tak način. Spustite me ven iz avta, samo pustite me. Pokliči svojo mamo, ni te pride iskat zdaj, ali pa te bom dala v zadnji del svojega avta. Vzem avto. Zakaj za vraga ni v avtu z vsako drogo? Pusti mi, da vzamem avto s seboj domov. Pusti mi, da vzamem avto s seboj domov. Ona ga bo prevzela. Zakaj ga ne morem prevzeti skupaj z njo? Poslušaj. Ne. Poslušaj, ali boš ti... Najdi nekoga, da te pride iskat. Ali pa greš v zapor. Ne. Publika, sprejemam dogovor. Kaj naj naredim? Kaj me bo streljali v zapor? Zakaj me boste odpeljali v zapor? Pustite mi, da napišem sporočilo mami glede avta. Pusti mi, da napišem sporočilo s tvojimi prsti. Pusti mi, da se te dotaknem. Zakaj bo šla v zapor? Pusti mi, da za trenutek vzamem avto. Pusti mi, da za trenutek vzamem avto. Prosim, pusti mi, da vzamem avto. Prosim, ne bo taka. Prosim, ne bo taka. Prosim, ne bo taka. Ne bodi taka. Zdaj moramo malo pospešiti. Zakaj? Ker naj bi Kayla med prerivanjem ugriznila pomočnika šerifa. Ne bodi taka. Ne držni si me ugrizant. Ne bodi taka. Ukvarjam se s svojim sranjem. Ne bodi taka. Pusti me, da vzamem neki mamine jebene obleke. Lahko prineseš lisice? Jaz jo bom držala. Glavo nazaj, da te ne ugrizne. Ne. Ne. Ne moreš me ugrizniti. Pojdite v ponedeljek. Tega ne smete narediti. Ne, boriš se z mano. Povzročil si krvavitev tam, kjer si me ugriznil. Jaz nisem povzročila krvavitve, ti butec. Jaz nisem povzročila krvavitve. Boljše. Blagoslovila sem jih, resno. Nisi mi pustil, da bi odnesla svoji mami, prijatelj.
Vzela mi boš avto. Vi mi boste vzeli avto. Primite še drugo roko. Ne morem dihati. Nehaj! Ne morem dihati, spust me. Nehaš se upirati. Ja. Prosim, nehaj se upirati. Brcaš me, nehaj. Razumeš, nehaj. Povedala sem vam, da Ziegler niste naredili tega. No, zdaj greš v zapor zaradi hujšega kaznivega dejanja. Ti ni treba narediti tega, kar moram jaz narediti. Moja mama. Nehaj, pust me dihati, ti neumna baraba. Pust me dihati, prosim. Prosim, pust me dihati. Zakaj me vlečeš? Zakaj me tako vlečeš? Joška mi gleda ven. Lahko nehaš. Nehaj. Popravi bikini. Popravi i bikini. Ne dovoli mi se, žolite ga v vrat, da prsto mimo. Nehaj se delati frajerja. Ves ta čas ti nisem nič naredila. Moram iti v svojo preklemano službo. Zapravljate mi prekleti čas. To je kri, ker si me ugriznil. Nisem hotla, dej to dol. Kayla Molina je bila obtožena motenja javnega reda zaradi opitosti in napada. Po poročilu o utemeljenem sumu, citiram, je oseba pred namestitvijo v vozilo aktivno upirala šerifovim namestnikom in ugriznila detektivko Hall v roko. Zaradi agresivnosti osebe in stopnje neprimernega vedenja je namestnica Smith uporabila patruljno vozilo detektivke Hall za prevoz Moline v zapor okrožja Lee. Detektivka Hall je nato odpeljala patruljno vozilo namestnice Smith v bolnišnico na zdravljenje. Molino so brez zapletov predali osebju zapora okrožja Lee kot problematično zapornico. Spletni zapisi kažejo, da je bila Kayla Molina izpuščena iz zapora okrožja Lee 15. septembra, potem ko je plačala varščino v višini $3000. Kar zadeva Alejandra, spletni zapisi kažejo, da je bil izpuščen iz zapora istega dne kot Kayla, potem ko je plačal varščino v višini $1275. Sodni uslužbenci razkrivajo, da Alejandro Sánchez Raset ni oporekal obtožbi zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Obsojen je bil na 1 leto pod nadzorom probacijske službe. Kar zadeva Kaylo Molino, je priznala krivdo za napad na policista in nedostojno vedenje v opitem stanju. Tudi ona je bila obsojena na nadzor probacijske službe. Hvala, da ste spremljali to epizodo Inside the Crime. Sem Elizabeta Milner in se vidimo tukaj spet jutri z novim primerom.